Pozdravljen. Hvala, enako, zdravo. Se pravi, kako si? V redu? V redu. V redu. Dobrodošel v podcastu Mastercard Športne akademije in v bistvu dobrodošel tudi na koncu te sezone. Daj mi povej malo, kako bi opisal to svojo izkušnjo v letošnji izvedbi Mastercard Športne akademije. Kako bi opisal? Rekel bi, da ko sem se prijavil v to akademijo, nisem glih vedel točno, kaj pričakovati. Oziroma, imel sem mogoče malo so mi misli šle v tej smeri, da bo ful poudarka na mojem športnem razvijanju, kar pa me mogoče malo presenetilo, oziroma pozitivno presenetilo, da ta akademija dela nek velik poudarek na neko medijsko življenje, oziroma kako si športnik lahko ustvari nek dohodek oziroma ime poleg svojega športa. Ker pa sem tudi spoznal, da ljudje oziroma športniki, ki smo se prijavili sem, imamo na športnih področjih že kar veliko znanja o svojem športu, vsi vlagamo v to, da se razvijamo. Mislim pa, da nam je v veliki večini ali pa skoraj vsem manjkalo to, da pač nam manjka neka socialna mreža, da nam manjka neka športna znamka, da se razvijamo tudi v tej drugačni smeri, pa da zvemo še kaj drugega od ostalih, ko nam bo ziher prišlo prav. Torej, meniš, da so koristne bile vsebine letošnje Zagotovo. akademije. Bilo je več sklopov. Kakšna dva posebej izpostaviš, morda? Že na začetku akademije sem izpostavil, da me bo to najbolj zanimala športna psihologija in pa športna prehrana. Zdaj na športni psihologiji sem bil zelo zadovoljen, zaradi tega, ker sem res dobil nek feedback oziroma na moje razmišljanje. Všeč mi je pa tudi bilo to zaradi tega, ker sem lahko poslušal vprašanja drugih in pa tudi čul njihovo razmišljanje in v bistvu s tem spremenil svoje mnenja oziroma čul, s kakimi problemi se soočajo drugi in kakšne rešitve iščejo. Glede športne prehrane pa se mi še vsem zdi, da imam zelo velike rezerve in sem se zelo veselil te delavnice, zato da bom pač lahko nadgradil to še bolj. Je torej športna prehrana posebni izziv še? Ja, se strinjam. Zdaj, tudi o psihologiji si nekaj povedal, čeprav razumem, si to že uporabil malce pri svojem športu, razmišljanju o življenju. Je, res. Ja, in rezultat ocenjuješ sam? Rekel bi, da verjetno nikoli ne bom na tistem mestu, ko si ga želim, oziroma vedno bo moj cilj večji od zdaj, kar bom vedel, ampak mislim, da je to prav, pač, da bom skozi iskal nekaj več, da bom skozi hotel biti boljši in mislim, da na tej panogi športni psihologiji se res da veliko narediti, ker naprimer tudi zdaj sem letos nikoli nisem imel problema z ekipo, letos se mi pa zdelo, da ko je prišlo malo težje obdobje mogoče za nas, ker smo malo slabši rezultati pridejo, pa to se pa res pokaže ta povezanost v ekipi in v bistvu športna psihologija, ko pa pol šteje velik del, ekipa uspešna ali pa ne. Ok. En del tega, kar smo delali v zadnji sezoni, je bil tudi moj prvi posel. Je res. Bilo je nekaj nalog, kako si videl te izzive, kako si se skozi te izzive nekako prebil, morda kako razmišljanje o tem? Tako sem rekel, na začetku akademije nisem glih pričakoval toliko poudarka na tej smeri, ampak so me pa tudi izzivi začeli kar hitro zanimati. V bistvu zaradi tega, ker sem skozi, že na prvi delavnici smo velikokrat čuli to, da moramo iti v svoje cone obdobja. In ta cona obdobja meni predstavlja takrat kar, kako bi rekel, če mogoče tudi na kasneji tek izpadlo, velik prestop. Se pravi, jaz sem se mogel ful sprostiti, da sem šel pred kamero, čeprav nikoli nisem imel problema govoriti in pa se pač kazati pred kamero. Še vsem, da nekaj se kaže na socialnih omrežjih, promoviram neke stvari, niso bile glih moja domača stvar. Zdaj pa bi rekel, da sem se kar ujel v tem, pa sem zelo užival v teh nalogah, sem pa veliko kreative del ven, kar pa mi je na koncu bilo zelo všeč. Zdaj, marsikaj smo imeli, morda pa je kaj manjkalo. Si kaj razmišljal skozi to sezono, ali pa si kaj pogrešal, ali pa morda kak predlog za prihodnje, da se vključi v akademijo? Da se kaj vključi? Dobro vprašanje, to je... Dobro, ne? Mogoče rabo malo več za premisliti. Pa ne, pa sej, jaz bi rekel, da je odgovor, če se bom rekel, iz prve pove, ne? Ja. Pol je v redu bilo, ne? Ja, se strinjam. Ok, se pravi, kaj bi priporočil v prihodnje vsem, ki bodo postali morda v prihodnje člani akademije? Kaj je recimo tista tvoja izkušnja,
nek message, ki bi ga lahko dal? Da kljub temu, da če misliš, da te neka stvar ne bo zanimala, jim moraš dati priložnost pa poslušati mnenja nekih strokovnjakov. Čeprav že misliš, da veliko veš o tem, te lahko kdaj kaj zelo preseneti, pa se kaj novega naučiš, kar ti bo na dolgi rok ziher pomagalo. V tvojem primeru ali pa v primeru športnikov poznamo recimo dva načina razvoja. En je osebni ali pa osebnostni, drugi je športni. In zdaj akademija je vplivala na osebnostni in športni. Kako? Na osebnosti, tako sem rekel, zagotovo s tem, da moraš iti svoje cene obdobja, da moraš narediti veliko za to, da si ti boljši, da se ne smeš ozirati, kaj si mislijo drugi in da moraš v bistvu časati svoj success, se pravi, da moraš skozi iti svojemu cilju nasproti, kljub temu, da te bo včasih kdo hotel odvrniti oziroma imel kaj slabega zapovedati od tebe, moraš ti vedeti, zakaj si to naredil in imeti sam to v glavi. Na športni poti pa zagotovo sem se povezal z nekimi ljudmi oziroma sovrstniki, ko razmišljajo isto kot jaz in da si povezan s takimi ljudmi, imaš krog sebe, ko razmišlja podobno, je to ziher lažje, kot pa če tega nimaš. In oziroma nova spoznanstva so zmeraj dobrodošla. To je odličen odgovor. In na koncu bi te eno stvar vprašal, oziroma kratko in jedrnato. Kako bi povzel svojo letošnjo pot v enem stavku? Da sem se naučil veliko novega, prišel ven veliko bolj iznajdljiv, pa da sem bil pripravljen sprejeti novo znanje, ki ga bom uporabljal še zelo dolgo. Hvala za gostovanje v tem kratkem podcastu. Hvala enako.